Naši umetniki pred mikrofonom. Nedavno je minilo 10 let, odkar je umrl gledališki režiser Tomaž Pandur, in sicer med gledališko vajo za predstavo Kralj Lir v Makedonskem narodnem gledališču v Skopju. Star je bil komaj 53 let. Z gledališčem se je začel ukvarjati že kot dijak v Mariboru in ustanovil svojo gledališko skupino Tilspisov voz. Leta 1988 je v Slovenskem mladinskem gledališču postavil odmevno uprizoritev Šeherezada. V sezoni 1989-90 je postal umetniški vodja gledališča SNG Drama Maribor in režiral legendarne predstave, kot so Hamlet, Faust, Carmen, Božanska komedija, Ruska misija, Babilon. Nato je živel in ustvarjal v New Yorku, Parizu, Berlinu, Zagrebu, predvsem pa Madridu. Leta 2014 je znova režiral v Ljubljani, v SNG Drama je postavil projekt Richard III+2. Takrat je Tomaža Pandurja pred mikrofon povabil Janko Petrovec in zdaj vas vabimo, da ju poslušate. Spoštovane poslušalke in poslušalci, naš tokratni sogovornik je Tomaž Pandur. Tvoje uradne biografije se ponavadi začnejo s Hedo Gabler, tvojo diplomsko predstavo, ampak Tilspisov voz, tvoja gimnazijska gledališka skupina, skušam si zamisliti tisti čas oziroma se ga spomniti, prva 80 leta oziroma tam v sredini 80 let, čas vrenja, miselne svobode, možnosti, svežine, kako se ga ti spominjaš? Obdobja nedolžnosti, pravzaprav. Ena neverjetna strast po odkrivanju teatra. Jaz sem dolgo bil prepričan in nekako vzgojen v slikarskem smislu in vsa pričakovanja okolice so bila v tej smeri. Tomaž bo slikar, Tomaž bo študiral slikarstvo in tako naprej in tako naprej. Ampak v enem trenutku se je meni dejansko pri 15-16 prebudil ta, po moje, čist iracionalna neka sla po teatru. Odkril sem nekaj, česar nisem poznal in tako globoko skočil v to vodo, da nikoli nisem izplaval iz nje. To so res obdobja tistega pomladnega prebujenja, bi rekel, viharniškega. Spominjam se ga ne samo po tem, da smo odkrivali, ko prvič odkriješ Dostojevskega, ko prvič prebereš Kafko ali pa Heseja, ali pa se navdušiš nad Rimbojem in Verlainom in tako naprej. Skratka, to so ti prvi impulzi, ki pa so seveda ostali v meni za celo življenje. Če potem preskočim par let in v leto 88 pogledam, ko si uprizoril Šeherezado v Slovenskem mladinskem gledališču, pa si skušam predstavljati, kaj je takratne vodilne prepričalo za to, da človeku, ki je ravno kar prišel z akademije, dajo najboljšo možno ekipo gledališča, ki je bilo takrat najboljše gledališče v Jugoslaviji in širše, in mu omogočijo idealne produkcijske možnosti, da je potem lahko ustvaril svojo predstavo. Saj takrat, ko si ti najprej stopil v mladinsko gledališče, še nihče ni vedel, da boš ustvaril predstavo, ki bo postala romarska točka za naslednji 2-3 leta. Predstava je živela 10 let, kar je tudi neverjeten presedan. V Šeherezadi so ostareli igralci, ki niso več zmogli po 10 letih, kot anekdota. Ampak bili so drugi časi, to moramo vedeti. Živeli smo v drugi državi in jaz sem za Tilspisovim vozom, to moram reči in se pohvaliti tudi s tem, prepotoval celotno Jugoslavijo in si na nek način že v teh študentskih letih ustvaril nek referenčen prostor. Se pravi, po moje so pozorni spremljevalci takratnega teatra lahko videli, da se tukaj razmišlja nekako drugače, da prihaja morda do neke nove estetike. Pa vendar, ko sem prišel v mladinsko, nič od tega, kar si rekel, Janko, ne drži. Predstava ni bila nepredvidena za velik uspeh, bila je podcenjena od samega začetka in celo na generalki strani takratnega umetniškega direktorja skorajda ustavljena in prepovedana. In zanimivo je, ker so to stvari, ki se ponavljajo v zgodovini,
tudi s premiero v Ljubljani predstava ni dobila nobene pozitivne afirmacije, nobene dobre kritike, nobene podpore. Bila je tako rekoč obsojena na nek debi mladega režiserja, pravkar diplomiranega, z slovenskim tekstom. In dokler se ni zgodil preboj na Sarajevski festival malih in eksperimentalnih scen, MES, znamenit festival, kjer je predstava seveda pobrala vse Lovorjeve vence, povzročila pravi vihar, odpotovala kasneje takoj v Beograd na Bitev, bila nagrajena na festivalu Bitev in šele po teh 3-4 takrat regijskih festivalih, ko smo prišli nazaj v Ljubljano, se je tudi v Ljubljani začela dvigovati ta fama, ta zgodba o uspehu in kasneje seveda tudi z mednarodnimi gostovanji se je to samo še jačalo. Se pravi, tudi takrat, leta 88-89 je situacija podobna. Dokler ni uspeha in neke afirmacije drugod, ga človek ne more doživeti v lastni državi. No, vidiš, kako je spomin golfiv, ne? Jaz se te predstave spominjam kot eden od številnih romarjev na to predstavo, kaj ne, iz tistih let, ko se je zgodba začela, zgodba tvojega gledališkega uspeha. Jaz sem bil takrat še srednješolec, se pa spominjam potem svojih študentskih let, ko smo romali v Maribor na tvoje predstave. Iz tistega obdobja mi je ostalo v spominu ena tvoja fotografija z dolgimi lasmi in eno ujedo na rami. Maribor je seveda zame še vedno, ko pomislim na to, je to eno obdobje 7 izjemno srečnih let. Tudi to, da sem postal kot najmlajši umetniški direktor nacionalnega teatra, imel sem 26 let v Evropi, je bil tudi nek sled čudnih okoliščin in rezultat nagrajevanja festivalov po takratni Jugoslaviji. Jaz sem odrastel v gledališču, za katero se je vedelo, kakšna umetniška kvaliteta je potrebna za, ne vem, festival MES v Sarajevu, za Bitev v Beogradu, za Sterijino opozorje v Novem Sadu. Tu so se vzpostavljali neki sistemi vrednoten, ki smo jih kasneje seveda nažalost izgubili in nikoli uspeli postaviti nazaj. In vsled tega Šeherezade in res te uspešne predstave, ki je res vzbujala euforične odzive povsod, sem dejansko dobil povabilo pri 26 letih za prevzem nacionalnega teatra in ne bom nikoli pozabil tega mojega lastnega čudenja, kako, zakaj, kje, zakaj jaz in tako naprej. Ampak zdelo se mi je, zelo hitro sem ugotovil, da je pravzaprav delati teater enako kot predstavo. In pač iz teatra narediš eno veliko predstavo, en koncept, en način razmišljanja in to nam je teh res 7 let fantastično uspevalo. No, to je obdobje, v katerem je bilo veliko povedanega, obdobje Fausta, Hamleta, Carmen, Divjine komedije, Ruske misije in, zanimivo, Babilona, se pravi mesta, ki je simbol nerazumevanja. In s tem sem se poslovil iz Maribora. Dejansko se je zgodil ta kratek stik. Vsi vemo, da je šlo za neko politično prerivanje in politične spletke, pri katerih jaz dejansko nisem želel sodelovati. Preživetje takšnega teatra in tega koncepta razmišljanja je zahtevalo ogromne napore in jaz sem se trudil po najboljših močeh vseh 7 let odpirati meje, odpirati vrata. In ko so se začela potikanja, predvsem raznorazna finančne špekulacije in tako naprej, predvsem z mednarodnimi gostovanji, kar je bilo zelo zanimivo. To so največji uspehi, ki jih je kadarkoli imelo slovensko gledališče. Mi smo takrat imeli mednarodne koprodukcije, ko pravzaprav niti beseda koprodukcija, kaj šele mednarodna, sploh ni bila v nekem poznanem jeziku. Skratka, mi smo že Babilon delali za festival Theater der Welt, ki je še vedno dan danes ena najprestižnejših inštitucij v Evropi. Takrat so se seveda začela neka natolcevanja, zelo žalostna in zelo tipično slovenska, pač kako preprečiti, kako ustaviti to koncentracijo moči. Vemo vsi, da je bil Maribor razglašen za gledališko prestolnico Evrope
In to so stvari, ki so verjetno motile neko določeno strukturo, neke določene ljudi, kar je popolnoma razumljivo, ker količina tega uspeha je bila res v mednarodni areni premočna. In zato sem se takrat odločil skupaj za svojo ekipo, celotno ekipo, da ta niz prekinemo in da se poslovimo simbolično. In Babylon je bila predstava, ki seveda je govorila, se mi zdi, na najlepši možen način tudi o tem. Seveda je treba se spomniti tudi v nekem drugem kontekstu na to obdobje, kaj ne, da je bilo to obdobje vaše velike umetniške rasti in uspeha sredi mesta, ki je takrat konstantno, počasi in neutolažljivo pravzaprav propadalo. Jaz mislim, da je mesto ta teater izjemno potrebovalo v tem trenutku. To je bila zadnja oaza lepote, optimizma, sreče. Mislim, da je motilo to neko drugo strukturo ljudi, ki so upravljali za centrom moči. Nikomur pravzaprav ni odgovarjalo, da se v Mariboru ustvarja gledališka prestolnica. Vsi vemo, da je takrat Ljubljana imela vse delujoče teatre enako kot danes, ampak so nekako živeli vseh 7 let v senci tega. In morda je tudi prav tako, da se je eno to obdobje tam končalo. Mislim pa, da ni bil Maribor. Maribor je živel s tem teatrom. Ljudje mi še zdaj, po vseh teh letih, govorijo, kako se spominjajo občutka, da so živeli v evropskem, v kozmopolitskem mestu, ne glede na socialno krizo, industrijsko puščavo in na vse to, ampak da jim je to vračalo vero v življenje samo in da so se počutili kot meščani prvega reda. To so zelo velike besede, zaradi katerih sem tudi jaz tako zelo ponosen na to obdobje. Ker vem, kaj lahko teater da svoji sredini. Tomaž, spominjam se obdobja vašega odhoda iz Maribora, vašega govorim zato, ker gre za celo ustvarjalno ekipo, ki je ustvarjala gledališče skupaj s tabo. Spominjam se novic, ki so pa potem iz kulturnih strani časopisov prišle na družabno kroniko o tem, kako si v Ameriki, kako si prizadevaš za film, kako si v New Yorku in tako naprej. Ampak s časovno oddaljenostjo, pa če pogledamo na to obdobje, mislim, da 4 ali 5 let, ki so sledila Mariboru, pa pomislim, da je moralo biti to obdobje, v katerem nisi ustvarjal novih predstav po tem veličastnem obdobju Maribora. Kako si ti tista leta doživljal oziroma kako si jih danes spominjaš? Imel sem 33 let, imel sem sjajno gledališko kariero in rabo sem določen čas za en svoj premislek, ali me teater še zmeraj zanima, ali se bom lotil filma, ali bom naredil to ali ono, katere premike v življenju. Malce bahavo bi bilo reči, da je to sindrom Orsona Wellesa, ampak vsi vemo, da je Orson Welles posnel Citizen Kane pri svojih 26 letih in da je to prekletstvo zgodnega uspeha in Citizen Kane je še danes razglašen za najboljši film v zgodovini kinematografije. Celo življenje se je Orson trudil posnet nekaj, kar bi se vsaj približalo temu. Ampak, če pustim Orsona Wellesa, je seveda moja kariera pri 33 izgledala, kot da sem iz gledališkega sveta zajel vse, kar me je zanimalo. In potreboval sem nek premislek, potreboval sem neko razdaljo, neko distanco do tega, da bi našel novega sebe, da bi našel nove izzive, nove teme, nov način razmišljanja, da bi izumil samega sebe na novo. In to je trajalo kar nekaj časa. Meni je odgovarjala tudi geografska oddaljenost, kulturološka, vsakršna. In to je bilo eno v bistvu lepo obdobje. Imel sem pogodbo z Miramaxom, razvijal sem ene filmske projekte in dokler ni prišel klic iz največjega pač takrat teatra iz Nemčije, Thalia teater iz Hamburga in nisem sploh razmišljal.
Ampak ne bom nadaljeval pri Italiji, bom preskočil znova na leto 2005, 30-letja potem, ko je Franco umrl. Zakaj omenjam Franka? Ker je njegova smrt na nek način povzročila en razcvet španske umetnosti na vseh področjih, ki je trajal, se širil in brstel. In ti si na ta vlak skočil leta 2005, ta vlak je takrat že malo počasneje šel, je pa potreboval nove krvi. In ena kaplja te nove krvi si zagotovo ti v tistem obdobju. Ja, jaz sem bil v Nemčiji, ko sem prejel to vabilo Ministrstva za kulturo Španije na osnovi enega zelo zanimivega dekreta španske vlade. Takrat je Zapatero prišel na oblast in ustvarjali so novo kulturno podobo Španije. In klic telefonski je bil približno takšen z Ministrstva za kulturo Španije, če bi se pridružil gradnji neke nove kulturne politike ene države. Predstavljajte si to začudenje in ta šok, da nekdo razmišlja tako vizionarsko, globalno. In takrat so dejansko povabili, mislim, da 12-13 ljudi iz arhitekture, slikarstva, plesa, baleta, opere, teatra in jim ponudili delo v Španiji. Jaz sem bil pač eden izmed tistih in sem začel eno obdobje v Španiji, ki še vedno traja. Jaz sem še vedno tam in še vedno ustvarjam v bistvu v Španiji najbolj kontinuirano pravzaprav v vsem mojem življenju. No, vse to je zanimivo. Zdaj recimo temu zgodnjemu slovenskemu ciklu se pridružujeta v tvojem življenju španski cikl, hrvaški cikl, lahko govorimo tudi o nemškem ciklu. Recimo zdaj, če sva že v Španiji, potem sva na liniji Inferno, Barok, Hamlet, Medeja, Somrak bogov, 5 predstav na španskem trgu z vrhunskimi umetniki, tudi na vrhunskih lokacijah, od nacionalnega gledališča do, če se ne motim, kje je že bila Medeja uprizorjena sredi ene? Na festivalu Merida, to je največji festival antične drame v Ekstremaduri, v teatru, v amfiteatru, ki sprejme 3500 ljudi. Pozabil si še na eno predstavo v Španiji, na katero sem zelo ponosen, in to je moj prvi balet španski z naslovom Alas, krila, ki sva ga delala z morda največjim koreografom na svetu danes, Načom Duatom. To je strašno zanimiv opus, Tomaž, to, kar si napravil v Španiji. Odzivi, ki jih dobivamo takole preko časopisja in ostalih medijev, so tudi nepričakovani. Se sprašujem, ali se kdaj vprašaš, kaj je tisto v tvojem načinu ustvarjanja, kar vročekrvne, prislovično vročekrvne Špance prepriča? Ali podžigaš njihovo strast, ali jo discipliniraš in uokvirjaš? Kje oni vidijo to presežno dodatno vrednost, ki jo ti v njihov kulturni prostor prinašaš? Zanimivo vprašanje, ker se tudi jaz sprašujem o tem. Pa vendar ne bi si drznil definirati, ker verjetno, ko bom vedel ta odgovor, ne bom več mogel tam delati, ker na nek način sem se najprej jaz počutil izjemno dobro. Meni je bila Španija po Nemčiji, po 3-4 letih v Nemčiji v bistvu velika nagrada, ker sem končno našel okolje, ker se jaz dobro počutim. Skratka, to je ena stvar. Druga stvar je, da ko poskušam odgovoriti na tvoje vprašanje, mislim seveda, da je samo ena bistvena poanta tukaj. In to je, da sem drugačen, da sem sam svoj in drugačen. Neprilagodljiv, pragmatičen v tem smislu in da ustvarjam neko svojo idejo, avtorsko idejo, za katero stojim z vsem svojim bitjem. To se mi zdi, da je morda največja vrednost. Jaz vsaj pri drugih umetnikih prepoznavam prav to, koliko so uspeli ohraniti svojo identiteto, svojo izvirnost, ne glede na to, kje ustvarjajo. Tu se mi zdi, da se mi danes v tem globalnem svetu, da se giblje umetnost. Umetnost ustvarjajo avtorji, ne ustvarjajo tisti, ki imitirajo neke trende, ustvarjajo tisti, ki trende ustvarjajo.
In tu sem v svojem temu ostal zvest, nekemu svojemu načinu razmišljanja, pa je bila včasih cena tudi izjemno visoka in huda, ampak če bi izdal sebe, če bi izgubil svojo umetniško identiteto, takrat tudi ne bi bil verjetno zanimiv za nikogar drugega. Ampak to, kar je zanimivo, je, da tvoja avtorska govorica učinkuje v tako civilizacijsko raznolikih prostorih, kot so slovenski, hrvaški, srbski, nemški in španski in še več, vse predstave, ki jih uprizoriš na odrih naštetih držav, praviloma potujejo na festivale drugod po svetu in tudi tam odzvanjajo. In zanimiva je najbrž ta univerzalnost tvojega teatrskega posega, da si potem, preprosto rečeno, iz tvojih predstav vsak vzame tisto, kar mu odzvanja. Mislim, da je v načinu razmišljanja veliko odgovorov na to. Res, da jaz nikoli nisem želel in mogel ali pa hotel razmišljati lokalno. Iz neke danosti okolja, v katerem si rojen, v katerem si odrastel, iz katerega vlečeš svoje korenine, je ena stvar. Prenos v ustvarjalnost je pa druga. Jaz sem se vedno zelo prepotentno v mladih letih obnašal, ko smo delali v Mariboru, recimo, kot da je Maribor center sveta. Z vsem svojim prepričanjem in to je bil moj odnos do našega dela. Se pravi, in to mi je, moram priznati, malo ostalo. Meni je drama v tem trenutku, ko ustvarjamo Richarde v ljubljanski drami, center mojega sveta. Mislim, da lahko trdim to za vso pravico. In enako delam tukaj, kot bi delal v Covent Gardenu ali pa v pekinški operi. Zdi se mi, da je način, odnos do tega, kar počneš, s čimer se ukvarjaš in takšen, da dejansko misliš na svet in ne na majhno lokalno okolje, ki te obkroža. Kaj lahko jaz danes sporočim svetu, je večje vprašanje kot to, kar lahko jaz sporočim moji krajevni skupnosti. To je bila oddaja Naši umetniki pred mikrofonom. Poslušali smo pogovor z gledališkim režiserjem Tomažem Pandurjem, ki ga je leta 2014 posnel Janko Petrovec.